Nocoj poteka slovesna otvoritev že 31. slovenskega knjižnega sejma, ki bo trajal vse do nedelje. Kateri so najpomembnejši dogodki letošnje prireditve? Ja, letošnji knjižni sejem v ospredje postavlja odprtost. V časih, ko se okrog nas gradijo ograje in zidovi, sejem odpira svoja vrata. V svoje goste smo povabili državo gostjo Francijo, organizirali smo otroški knjižni festival Cicifest in sejem je odšel v goste k ljudem, ki drugače na sejem ne morejo. Gremo med Kralje ulice, gremo v ženski zapor na Igu in pa med gibalno ovirano mladino Cirius v Kamniku. Highlighti sejma so pa nedvomno obiski vseh treh eminentnih francoskih literatov, Rancièra, Brucknerja in pa Becbederja, ki bodo svojimi nastopi polepšali na sejem in mu dali mednarodno dimenzijo. Na področju kulture, tako kot na mnogih drugih področjih, sledita Slovenija in Francija istim osnovnim vrednotam. Danes podeljujete tudi dve nagradi, kateri sta to? Ja, danes bomo podelili Šventernovo nagrado, ki je na nek način založniški Oskar, in pa posebno priznanje knjižnega sejma. Ni skrivnost, dobila ga bo revija Bukla za nekakšen kompas v naši panogi, kaj kupovati, kaj je šlo in podobno, ob svoji 10-letnici. Kdo pa dobi Šventnerjevo nagrado? Šventnerjevo nagrado pa dobi Bedita Mlinar, dolgoletna poslovodkinja otroškega oddelka v knjigarni Konzorcij. Gospa Bedita Mlinar, kako pritegniti najmlajše in mlade bralce, da ne le vzljubijo knjige, ampak da se zanje tako zelo navdušijo, da knjiga postane prijateljica za vse življenje? Jaz mislim, da je to del vzgoje. Pri tem tudi starši veliko naredijo, predvsem pa otroci morajo imeti knjige. Navdušiti od malih, ko začnemo s kartonko, prek slikanice. To so čudovite ilustracije. Slikanica je idealna za to, da iz njih dejansko naredimo bralce. Zdaj naredimo knjigarji nekaj, da svetujemo, pa starši. Velikokrat sprašujejo, kako naj beremo. Jaz vedno pravim, vzemite ga v naročje. Zvečer v postelji, ko mi beremo, otrok opazuje čudovite ilustracije in mi jih imamo ogromno super ilustratorjih, dobrih ilustratorjev. In če pa to ponavljamo in se pol še o knjigah pogovarjamo, kar mislim, da je zelo bistveno, pol pa enkrat dobimo tudi dobrega bralca. Kako se je rodila Bukla, kaj prinaša oziroma kaj je po vašem mnenju tisto, zaradi česar jo 25.000 bralcev vedno željno pričakuje? No, bere jo veliko več kot 25.000 bralcev, toliko pa naklade, po nekih raziskavah je bere več kot 40.000 bralcev. Kaj in zakaj jo toliko recimo pogrešajo ali pa želijo? Odgovor je enostaven. Na enem mestu so zbrane vse informacije o novitetah na knjižnem trgu v Sloveniji v določenem časovnem obdobju. In če nisi lih nekje v neposredni bližini največje slovenske knjigarne in če ne poznaš dobro, kaj izhaja glede na posamezen teden pa mesec, potem je zelo težko sploh ugotoviti, kaj so vse te novitete. Pa nas je pa to vse lepo obdelano, razdeljeno po rubrikah in v neki taki primerni obliki zapakirano v tiskano obliko, ki te lahko potem tudi še čez čas spominja na to in se lahko tudi vračaš na te naslove nazaj in pogledaš, kaj še potrebuješ ali v smislu branja ali pa nakupa. Kaj je poleg ljubezni do branja še treba, da nastane revija kot je Bukla? Treba je imeti dober pregled nad slovensko knjižno produkcijo, treba je poznati založniške programe, treba je spremljati redno, kaj založniki izdajajo, kdo so avtorji, ki prihajajo, kdo so novi, kdo so uveljavljeni avtorji. Treba je en kup imeti ustreznih recenzentov, dobrih ljudi, ki znajo v knjigah kaj napisati dobrega in pol je pa že to, pa veliko ljubezni tudi sicer.